Podatek, da v Sloveniji čaka na mesto v domu za starejše občane 11 tisoč ljudi, je podatek Skupnosti socialnih zavodov in je resničen. Da imamo 0 postelj na razpolago, je tudi resničen podatek. Da država novih gradenj očitno ne načrtuje javnih domov, je tudi podatek, ki stoji. Da zasebna podjetja služijo na račun starejših, tudi drži. Računsko sodišče je ugotovilo, da Ministrstvo za delo tako rekoč nekaterim domovom dopušča, da svojim varovankam in varovancem zaračunavajo fiktivne stroške. Tudi to je dejstvo. Podeljevanje koncesij se je izkazalo za neplodno metodo, ki bolj škoduje sistemu, kot da karkoli rešuje. In v seštevku vsega tega smo v Levici predlagali amandma, ki v tem področju poklanja dodatnih 65 milijonov. Nekaj v prvem letu, nekaj v drugem proračunskem letu. In zdaj vlada očitno nima strategije za razvoj tega področja. Ta zakon o dolgotrajni oskrbi, enkrat nam ga vlada obljublja, enkrat bo prišel na koncu mandata, enkrat na koncu leta, enkrat spomladi in tako naprej. Vse, kar državi na tej točki ostane, je, da odpira vrata podjetjem, ki služijo na račun starejših. To je nedopustno. Nedopustno je to, da vlada nima strategije, da strategije razvoja tako perečega problema, ki je toliko jasno pogojen z staranjem populacije, ne naslavlja v proračunu za 2020, ne naslavlja v proračunu za 2021 in to je dovolj alarmanten podatek.